Živjo. Dnevi pred poletnim solsticijem so vedno malo divji. Zdaj že kar nekaj let opazujem to in ugotavljam, da je dejansko, in tudi čutim, ta energija strašno povišana. Tako se zgodi tudi na zimski solstici, ampak ker smo zdaj tik pred poletnim, bom malo povedala o tem. Zdaj, danes sem jaz v Ljubljani in moram reči, da sem bila že zjutraj precej nervozna in en kup enih stvari sem imela še za urediti, maile sem pošiljala, po telefonu sem se dogovarjala in potem, ko sem šla v trgovino še, predno sem šla, je bilo vse tako čudno, že avtobus me je skoraj že tresel, ne da me je povozil, ampak čisto zraven mene je bil mi prav trobu in je bil rdeč. In jaz gledam zelo te simbole in rdeč avtobus pomeni prizemljitev, prizemlji se, ker potem čez 100 metrov naprej je pred mano skočil še en rdeč avto, tako da je bilo več kot očitno, da mi sporoča vesolje, da se je treba prizemljiti. Ja, ta energija povišana nam daje nove uvide, daje nam tudi nove ideje in zato je mogoče vse tako še bolj konfuzno in še bolj si kot nekako res kot odzemljeno, ker si zelo veliko v glavi, v teh idejah, ki bi jih rad realiziral, ampak vidim, da se treba ravno takrat malo ustaviti. In danes sem se jaz mogla 3-krat opozoriti, Leticija, umiri se, nič ne bo šlo, vse je še vedno tukaj, vdihni, izdihni. Tako da sem potem dihala in sem se povezovala z zemljo ob tem, zato ker bi lahko še kakšno nesrečo naredila. Kar opažam tudi v tem času poletnega solsticija, pa ne samo v tem času, ampak tudi v letošnjem letu, je to, da se je ljudem začelo še bolj dogajati na energijski ravni in sicer predvsem na občutkih. Vse, kar nimaš nekako poštimano znotraj sebe, kar nisi predelal, recimo neke odnose, ali pa otroštvo, ker v otroštvu je v bistvu največ vsega, potem buta skozi življenje to ven. In potem rečemo, pa se temu se čisto zmešali, pa se sem mu samo rekla, da naj pospravi nekaj, ali pa nekaj naredi, on je pa čisto vam padel. To ni zato, ker je on ta trenutek, mu je šlo to na živce, ampak v tej osebi se je nabiralo že dlje časa. In jaz se dostikrat ne čudim ljudem, ko berem, kaj vse se dogaja, se pravičujem, ko bereš, res take hude stvari, jaz res se vse manj čudim, zato ker vem, kaj ti nerazrešeni občutki v bistvu delajo naši energiji. Zdaj, jaz se recimo sebe gledam, pazim se, da v bistvu da sproti razrešujem, ampak tudi jaz imam kdaj te efekte. Ne vem, kaj je to danes, čistem hripava, mogoče od klime. V glavnem tudi meni se to dogaja. Zato moram se zelo zalezovati, kaj to pomeni. Da se skozi malo, da imaš v zadnju ko enega čuvaja, da te malo pazi, da glih ne odreagiraš, preveč na hitro. Če te občutke razrešuješ sproti, če se spoznavaš, da vidiš, kako ti odreagiraš pravzaprav in zakaj tako odreagiraš. Recimo, jaz vem, da so 2-3 stvari, na katere jaz znam odreagirati hitro. In se vse bolj in bolj
zdaj že prihajam do tega, da nisem več taka kot prej, ko sem, kar planila v jezo. Ampak da se malo ustavim, počakam, se pomenim sabo, to ni zato, ker bi te nekdo hotel prizadeti, to ni zato, ker te nekdo hoče izkoristiti, dovoli in odreagiraj. Se ne zdaj, da bom jaz kar dovolila, da bodo vsi po meni hodili, sploh ne gre za to. Jaz že zaznavam, kaj se dogaja v ozadju. Včasih so tudi kakšne grde stvari, da hoče nekdo od mene neko energijo na en tak čuden način. Ampak jaz moram vsem znati odreagirati tudi na tazga človeka, bomo rekli brezgrajno, odprto. In to je najtežje. Včasih mi je to res, ko vidim, da bi me nekdo rad pojedel energijsko, se najtežje zadržim, ker mi butne nekaj jezava. S tem, da seveda je treba potem pogledati, kje jaz podobno delam komu drugmu. Ampak ne zdaj misliti, da zdaj si ti za to kriv oziroma da imaš ti take odzive. Zadnjič sem jih brala, je bilo na Facebooku ali nekje, da je nekdo pisal o tem, češ, ja, to je moja karma, tako se dogaja in potem dovoljuješ, da s tabo grdo delajo. Ne, daleč od tega, sploh ne. Nekako najdete eno pravo pot. Jaz jo tudi še vedno iščem, moram reči, da mi gre vse boljš in boljš, ampak se pa tudi logično znajdem v kakšni reakciji, kdaj, ki ni glih prav prava. Zdaj, ker se veliko dogaja na čustveni ravni, bi bilo dobro, da se poučite o tem, da začnete raziskovati, zakaj, ker vedno so neki vzroki. Jaz po sebi vem, da ko en vzrok razrešim, da se mi lepo nekako na auri, tista lukenca na auri se mi lepo zapre in potem sploh več v drugo nimam teh težav niti s to osebo, niti z načinom delovanja, v bistvu z ničemer. In to mi je tako dobro, ker recimo, ko se uspem sebe osvoboditi, to mi je res ena izmed najboljših občutkov. In pa seveda to, da dobim odgovor, zakaj. Zakaj se mi to dogaja. In ta odgovor je zame vreden, ne vem, sploh ni neskončno vreden, sploh nima v bistvu vrednosti, ne moreš ni z ničemer primerjati, ker si res oddahneš, ja, zato, razumem zdaj, In to, če me kdo drug kaj hoče, tudi dobim odgovor, zakaj je on tako reagiral ali pa ona. In je pravno, in me v bistvu preplavi eno tako sočutje, do te osebe, ker vidim v bistvu na koncu, da čisto vsi bijemo isto bitko, bomo rekli. Vsi se borimo z nekimi temi občutki, z razočaranji, da smo ranljivi, da smo ranjeni. Ja, res smo. Treba se je kar priznati, da smo ranjeni in mogoče kdaj komu rečeš, oprosti, prizadel si me s tem, ful si me prizadel, ful me boli srce zaradi tega. In ko to poveš na glas in ko tej osebi to poveš, tudi ona začne malo drugače razmišljati. Če pa ti rečeš, ja, kaj se greš, kakšen si, ali pa kakšna si, spelj se, ali pa ne vem, takšne, ja, potem ta oseba bo nadaljevala s tem načinom. Sploh ne bo niti dojela, da njen način je okej, da njen način v bistvu prizadene ljudi. To imam jaz eno tako osebo, Ker potem kar tako povem, da si me prizadela, veš, ni mi to všeč tvoj način. Je pa res, da tudi ona ima to namero, da se želi izboljšati in tako naprej in se lahko z njo o tem pogovarjamo. Tako, z enimi se pač ne moreš, z enimi moraš razrešiti te stvari v bistvu znotraj sebe, tako, z meditacijo. Torej, prizemljevati se zdaj v tem času. Imate na YouTubeu moj video od prizemljitvene tehnike, kratka tehnika, luštna in pa zelo efektivna. Če pa bi želel kdo razrešiti kakršnekoli odnose, se odvezati od koga ali od svojih slabih teh navad, preseči neke stvari in začeti znova ali pa bomo rekli na novo, dvigniti svojo energijo,
sprostiti svoje občutke, se pozdraviti, odpustiti, potem ste zelo vabljeni, da se oglasite, me pokličete in bomo naredili eno lepo individualno delavnico, na kateri lahko dobiš res odgovore na to, kar te zanima, in pa seveda energija bo stekla. In to je res en tak fajn občutek, ko si poln energije, kot kar tako mravljinči vse znotraj tebe in ti se občutek na koncu, ok, super, evo, sprostilo se mi je. Tako da jaz delam tudi individualne terapije, zelo vabljena, pokliči, piši in poskusi, kaj lahko v bistvu vse svojo energijo narediš. Jaz lahko rečem, da dejansko čudeže, ne? Ampak seveda to mora vsak sam probati, videti, začutiti in narediti. Hvala za pozornost. V petek, ko je solstici, bodite pozorni na svoje misli, kaj mislite. Bodite usmerjeni na to, kar si želite, na lepe stvari, probajte se čez dan čim bolj opazovati, da ne reagirate, da niste v čustveni reakciji. Poskušajte sam sprejeti ta proces, ki se dogaja. Okay? Če pa kaj rabite, pa veste, kje me dobite. Lepo se imejte, pa lep pozdrav iz Ljubljane. Čau, čau.